Ne boj se. Smo tudi v takšnem času pred Božičnom in vsi se nahajamo v nekših pripravah in vsi bi radi nekako tudi istočasno imeli mir za našim Gospodom, mir za naše drage. Vsi si nekako prizadevamo za to, ko si napravimo te božične praznike, mirne. Ampak nam to glih tako čist ne uspeva, bar pri nas ne. Vedno je nekša hektika, treba je to napraviti za službo, za cerkev, za družino, za eden, za drugega. In se znajdemo vedno v takšni situaciji skrbi, bojazni, kako mu to uspelo. In mislim, da je glih takšna pravšnja tema bila, ne boj se. In v Svetom pisme, ga sem ne preverjala, ampak boje, da ne boj se je napisano prek 365 krat, točno toliko, koliko je dni v lete, torej za vsaki dan nam Gospod pravi, ne boj se. Zato, ker sem jaz s tebov in ti si ne sam, jaz sem tu, ko ti pomagam. In ga bi rada, preden bomo začeli to temo, se pomolila in resno dala vse v Božje roke, da je on tu za nami. Gospod, dragi, jaz sem ti hvaležna za te čas, za enega vsakega posameznika, ker je prišel v tvoj dom. Kaj ti sigurno nosi v sebi to željo doživeti tebe, doživeti več od tebe in se približati tebi, Gospod. In to si želimo vsi gnes, da boš ti skozi tvojo besedo, ker so nam gnes pripravo gučo na naša življenja. Nam pa pomagaj, Gospod, da bomo imeli naša srca odprejta, naše misli, da bodo usmerjene v tebe, v tvojo besedo in da bomo resno, Gospod, dragi, delali na ton, da bomo bliže k tebi, da se ne bomo bali, ampak da bomo sprejeli tej mir, ker ga ti podarjaš, Gospod, ker nam ti daješ mir in ne takšnega, kako nam daje te svet, ampak mir, ker je večen. In hvala ti za to, Gospod. Amen. Tako, tej vikend je bilo kar precej dogajanj. Čuli smo od Gregora, včeraj je bilo tamburaški zbor, je bil na Madžarskom, potem eni so bili v Novem mestu na konference, so tudi preživeli čudoviti čas. Jaz sem bila v Mariboru in gnes smo pa celotno zbrani kot cerkev. In Gospod nam pravi, ne bojte se. Za tem sklikom, kako sem prej že omenila, stoji nek strah, neka negotovost, neka bojazen, neka briga in od toga v tom svetu vidimo resno dosti. Jaz sem pripravila nekaj slikec, ko se po svetu dogaja. Vojna v Ukrajini, vojna v Izraeli, politično gledano gospodarstvo, vse je v nekšnem krči, vse posed so nevole. Tudi Slovenija je bila v tom letu, večina Slovenije je bila v poplavah. Ljudje so v skrbeh, v strahe. En članek sem našla, ne morejo opisati tega strahu, nemajo doma. Ne vejo, kako bodo preživeli to zimo, kje bodo nastanjeni. Če se pomaknemo v naše družine med seboj, ljudje so v strahi, v negotovosti. Mogoče strah, ne vem, da zgibiš partnera, strah, da finančno ne boš zmogel, strah, ka bolezen pride, strah pred smrtjo. Dosti je strahov, ker nas težijo v vsakom dnevju. In bi rada, da malo vsak pri sebi, v tom času, da mu ga je gučala, premisli, ali ima v sebi kakšen strah, kakšno skrb, kakšno negotovost. In potem na koncu, jaz sem dala listke včeraj, ko so si napisali na listke, ampak nas je tudi težko bomo mogoče. Zato vam pravim, vsak pri sebi naj na to skrb ali ta strah gnezda pred Gospoda. In tu iskrenosti povej pred Gospodom. Tega se bojim mogoče, zato se skrbim. In potem na koncu bom lejko dali vse Gospode. Tudi pred več kot 2000 leti so se tudi pastirji prestrašili. Bili so na straži in prikazal se jim je Gospodov angel. V vsej svetlobi,
Verjetno bi se tudi mi prestrašili, da bi bili obsijani s svetlobo. In kaj jim je bilo povedano? Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo, kajti danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. Ne bojte se. In tudi gnez, Gospod pravi, ne bojte se. Gnez je mogoče naš strah pred kakšnim drugačnim strahom. In tako kot tam pravi, oznanjam vam veliko veselje. Torej, to je neko sporočilo, neko oznanilo. Veliko veselje. In tudi Gospod nam gnez pravi, vedno ima nekšno sporočilo, če je to, da beremo Božjo besedo ali idemo v cerkev. Vedno Gospod guči na naša srca. Včasih je to, ko moramo nekaj spremeniti v našem življenju, včasih je to, ko vam pravim gnez, ne boj se, ampak Gospod guči to na naše življenje, ne zato, da bi mi bili v nekšnem strahu ali da bi mi se občutili, da delamo nekaj slabega. Gospod nam to pravi zato, ker nas tako mogočno ljubi. Ker je on poslal svojega sina, odrešenika na ta svet. Veselo oznanilo. Mi znamo, da je to evangelij, ker je sporoča, jaz te ljubim. Kljub tvojim slabostim, kljub tvojim strahom, kljub vsemi, ko imaš, jaz te neizmerno ljubim. In ta ljubezen je velika. In tudi dale, če preštejemo v 1. Janezi, v ljubezni ni strahu, temveč je popolna ljubezen, ker prežene ta strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Tu nas Gospod resno poziva, da ta strah predamo njemu zaradi tega, ker je njegova ljubezen popolna in popolna ljubezen prežene vse. In zato vam pravi, ne je Gospod prišel, da bi nas kaznoval, da bi nas obsojal, ne, ampak on nam želi dati tej mir, on nam želi pokazati, kako mogočna je njegova ljubezen do nas. In Pavel piše v svojih pismih, nič ne skrbite, v Filipljanom 4 pravi, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu. Z molitvijo, s prošnjo in z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. V vsaki situaciji, kot je gnez omenil pastor, cerkev se nahaja resno v težki situaciji. Mnogo potreb, mnogo skrbi imamo, ampak Gospod pravi, ob vsaki priložnosti, če je to veselo, če je to žalostno, če je to skrb ali je to strah, v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, s prošnjami in z zahvaljevanjem. In potem bodo naša srca varovana z Božjim mirom. In znate, dostikrat mi molitev podcenjujemo. Dostikrat pravimo, zdaj pa resno, zdaj pa več njega pomoči, samo lejko še molimo, ne? Samo še lejko damo Gospodi prek. Komu postavimo sten našega Gospoda? Na zadnje mesto. Vse smo že sprobali, vse smo že preizkusili, potem pa pravimo, ja, Gospod, zdaj pa res sem več njega nikaj drugega, kako tebi priden. Ampak znate, Gospod si želi, da mi damo njega na prvo mesto. Ob vsaki priložnosti svoje želje izražajte z molitvijo, prošnjami, z zahvaljevanjem in on bo storil svoje. Včasih so odgovori mogoče drugačni, ne, kot mi pričakujemo, ampak Gospod je na delu. Nobena molitev, pa če je tako z kratkimi besedami izražena, nobena molitev ne ide Gospodi mimo. Vse pristane pri njem. In da sem se to tako pripravljala,
seveda vedno malo tudi šteješ več o toj temi in sem prišla tudi na te ene znanstvene raziskave, ker znate, ljudje radi ugotavljajo, ko se z našim telom dogaja, ko se z našimi organi dogaja, ko se z našimi možgani dogaja. In sem naletela na takšne zanimive raziskave in tukaj smo prešteli, presega vsak Božji mir presega vsak in varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Bog spreminja naša srca, naša življenja, ampak Bog spreminja tudi naše misli, naš Ker večkrat pravimo, nekaj čutimo za srcem, nekaj pa pač naš nam pa pravi včasih večkrat drugače. Ampak Gospod spreminja oboje. V Efežanom dosti več o tom piše, duhovne borbe se dosti krat dogajajo v naših mislih. In tako bi rada, ko pogledamo malo naše možgane, in znanost pravi, da v naših možganih, ker te strahovi, ki sem zapravila, pač strah pred tem in pred tem, ampak mi znamo, da ta strah je lejko vedno večji, oziroma pride tudi do bolezni v tele, če smo mi prekomerno v strahe. Znamo, da ljudje ne morejo dihati, da enostavno se več ne morejo premikati in pride do ene anksioznosti, do depresije in ta strah se vedno lejko stopnjuje. In kako sem pravila, v naših možganih obstaja en prostor ali en del naših možganov, se imenuje amigdala. In ta amigdala povzroča to paniko, kar se dogaja v nas, če nas je nečesa strah. In kaj bi to na tako čisto enostavnem primeru pokazala? Naprimer, gremo na sprehod v gošču in je kmica, pa tam začne za grmon nekaj šumatati. Kaj je prvo, ko mi pomislimo? Ja, nekšna strašna stvar je to, nekšna žival, lisica, volk, ne vem, kada nas zgrobo včasih. In v nas se pojavi ta strah. Ta strah je tudi dober z ene strani, ker ljudje so se tudi tako skozi zgodovino preživljali. Ne vem, deci mi večkrat pravimo, nekaj da se ti zgodilo. Dobro je, da imamo mi tej strah, ne vem, stati nekje na nekšne višine, pa moramo imeti neki strah, ko ne idemo v nedogled, ko bi doj spodnili. Ampak da se ta strah ponavlja, ta amigdala shranjuje in pravi, drugič, da se ti panika zgodilo, tretjič, da je ta strah še večji. In mi naše možgane tako natreniramo, ko se naš strah veča in veča. Druga stran naših možganov pa se pravi, to je prefrontalni korteks, težka beseda, ampak glavno ta del možganov pa uravnava, čakaj ti amigdala, vedno je pa tudi ne tako strašno, da bi skozi nekaj napadlo. Torej, sigurno obstaja neka logična razlaga, mogoče je pa tam samo nekšni zavec, ko skače, ali maček, ko se giblje. Torej, v naših možganih obstajata ta dva pola, ker je eden pravi nevarnost, drugi pravi umiri se, čakaj, je nekšna razlaga. In če ta dva pola ker je prevladoval, takšni smo potem mi v življenju. Nas je preveč strah, ali smo pa tisti, ki imamo vedno nekšno logično razlago za tem in nas je nič ne strah. In kaj vam moram povedati iskreno, jaz sem takšna oseba, ker sem tudi v takšnih okoliščinah gor rasla, ko imam probleme s tem. Dosti stvari me je strah, ker to se nekako predaje tudi iz generacije v generacijo. Jaz sem živela pri moji babici in moja stara mama je bila sicer verna, jaz znam, njene molitve so pomogle k temi, ker jaz sem gnes pri Gospodi, jaz sem višla v to. Ampak ona je nekako živela v strahi, prije je tudi verjetno drugače bilo, jaz znam, da je bila nevihta, neurje, toča, mi smo šli na kolena molit, ker se je šlo za preživetje verjetno, vse pridelke do uničene in vsaka taka mala malenkost, mi smo bliže v straji. Ne jesti sladoleda, ker je te grlo bolelo, vse je bilo, ne iti na drevo, ko boš doj spodno. In to mene zaznamuje za celo življenje, jaz se resno moram s tem boriti in jaz sem hvaležna za mojega moža, ker mi je v tom dosti pomagal. Gospod
resno pripela nekako skupaj zakonce, da eden drugega izgrajujeta. In ga znam, ko me je on zdignil visoko gor v ton. Letos, na primer, je tudi ena takšna stvar, mi smo se odločili, ko idemo z letalom na dopust in ga vam povem, da sem 2 meseca prili sem omogočala, koliko me je straj toga letala, ga ne vem, zakaj smo zdaj to se odločili, ko smo šli z letalom, ga ničnoga mera ne bomo imela na dopuste, pa in že moje sodelavke so mi že nekšne tablete ponujale in vse možno. In te smo bili na rangerjih in znate, rangerji so pogumni in rangerji imajo na taborih takšne dejavnosti, ki sami sebe premagajo in je bil Dragan. In je on šel premagati, ker smo se siloša spuščali in je on pravo, ga zavipam Bogi in ga se še spustite, potom siloš si doj. In rejsom smo ga spustili, ampak što je bil zraven, je videl, on je bil rejsom v takšnem krče, in njegova teža in vse to, in mi smo ga komaj doj spustili. On je več se ne premikal, on je več ne gučil, on je bil rejsan čist v krče. In potem on gučil ne vem, kako dolgo je sploh z nami ne gučil. In zvečer smo tako bognji sedeli in se pogučavali o ton in je dal en del pričevanja, on je komaj naslednji den lejko gučil o ton. In ga sem te v tiston večere, in ga sem si premišljavala. Sodelavka, vodja sem na rangerjaj, na otroškem taboru sem sodelavka in ga dece gučin, ne bojte se, Gospod je z vami. Enkrat smo imeli temo, Jezus je naš dežnik, pod njegovim dežnikom se nam nič ne da zgodilo. In meni klikne, pa ga že 2 meseca gučin, ko se bojim toga letala. In ga pravim, Gospod, ga ste resno prosim, odlagam te strah pred tebov in odvzemi mi stran, ker neščem biti takšni vodja, neščem biti takšna veroučiteljca, kaj nekaj gučin, delam pa drugo. In ga vam moram povedati, ne vem, lejko mojega moža pitati, on me je vedno zarokal, si vrede, pa vredi sem, jaz sem pa pravila, ka sem dala Gospodi. In ga vam ne morem povedati, kakšen mer sem ga imela na ton letale in kako ste zgodbo čuli, ga sem res nicala tej mer, ker da smo šli domov, smo 2 dni bili še duže ton in vedno je bil problem s tem letalom nekaj in komaj smo prišli domov. Ampak ga vam moram povedati, ga sem imela mer od Gospoda. In v molitve je moč sprememb. Molitev spreminja naše misle. Težko je spreminjati naše misli, sami težko spreminjamo, ampak z Gospodom je možno. In torej, zdaj smo pogledali to znanstveno razlago, kaj je strah, torej neko tesnobno duševno stanje, ker nas spravlja v hude težave. Zdaj bi pa pogledali, kaj pravi Božja beseda, kaj je strah. Več vrstic je o strahi in, kako sem prej pravila, dobro je imeti strah, en tisti zdravi strah, ampak prekomeren strah pa pravi Gospod, da so to grešne misli. In definicija strahu, lejko daš naprej, bi nekako bila iz Božje besede tak. Greh, strah je greh nezaupanja Božjim obljubam in Božji moči. Zveni trdo, ne? Hudo, mislim. Če se zamislimo, kolikokrat smo v skrbeh, kolikokrat smo v strahi. In naše, kako sem prej pravila, naše misli, potem že tudi naš strah že vpliva na naše telo. Ampak mi si želimo seveda ravnati kot pravi sledilci Jezusa. Namesto teh negativnih, grešnih misli, seveda si mi želimo, da deluje, kako sem prej pravila, Gospod. Da deluje njegov sveti duh, da prevzame. In kako sem prej razlagala, ta amigdala in ta prefrontalni korteks in vse to si mi želimo, da zamenja sveti duh. Da on pove našim misli. Razmišljaj to, kar je odlično. Razmišljaj to, kar je resnično. Razmišljaj to, kar je hvale vredno. Kaj ti naše zaupanje ide našemu Gospode.
Božja beseda pravi, kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno, ampak tisti pa, ki so po duhu, mislijo na to, kar je duhovno. In mi, ker smo Jezusovi otroci, Božji otroci, mi imamo Kristusovega duha v sebi in mi ne smemo ravnati meseno. Zavedajmo se toga ob vsaki situaciji, da je duh v nas in on naj prevzeme vsako misel in on zavlada za temi besedami, kako sem jih preštela. Tako ne želimo niti tistemu logičnemu razmišljanju, kar ni nam razlaga, ampak želimo, da popolnoma predamo vse Bogu. Kajti, kako sem prvi pravila, molitev Jezus je na prvem mestu. Mi živimo zato, da ga častimo in da damo vso zaupanje njemu. Odrešenik Jezus je bil poslan za to veselo novico. Jezus nas ljubi. In vse te napačne misli naj bodo uničene s tem, kajti on je odrešenik, je odnesel na križ vse. Tudi naše strahove, tudi naše skrbi. In zato naj ta Sveti Duh prebiva v nas, v naših mislih. Tudi angel, da je se oznanil Mariji, je pravo tak. Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Marija, mlado dekletce, s tem sporočilom ti nosiš Božjega sina. Kako bi se ne bojala, bi pravili s človeškimi besedami. Ampak Gospod ti pravi, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. In ga vas zdaj pitam, ali si nej mi vsi, vsaki posameznik, ali si nej ti obdarjeni z milostjo? In še kak. Sediš na toplem, živiš v svobodi, večer si vležeš v toplo posteljo. Ali je nej to Božja milost? Koliko ljudi nema tople postele. In toliko ljudi tudi pravi, jaz sem si jo zaslužil. Nej, marsikdo si jo zaslužil in je nema. To je Božja milost. To je Božja milost in zato se zahvaljujemo našemu Gospodu. In kako je prejšnja vrstica pravila, vsaki situaciji pridite z molitvami, s prošnjami za zahvaljevanjem. In naše negativne misli, v katerih sem prej gučala, usmerimo v to zahvaljevanje. Zahvaljevanje za to, ko imamo po njegovi Božji milosti. Eno takšno vizualno prispodobo sem videla, kako Gospode predate strahove, skrbi, kar imamo. In bi vam rada tako pokazala. Torej, imamo skrbi, imamo strah, imamo nekšno negotovost v življenje, ampak mi znamo, Bog je z nami in mi želimo to dati. Mi imamo Boga in seveda pravimo, Gospod, jaz tebi predajem vse to in želim, da mi pomagaš in si z menov. In potem čakamo malo in čakamo. In se mogoče ne zgodi ravno kar to, ko mi čakamo. In ko napravimo? Vzamemo te skrbi in želimo jih reševati sami. Ne vem, če se vam to dogaja, meni se to večkrat dogaja. In da sem to tako preštela, videla, mi je prvo na misel prišlo, da sem že dala pričevanje o tom, da smo to imeli težave s to vdavčnov in izterjava in vse se mi je zdelo, ko se podira pod menov. Najbolj je to, da sem bila tako nemočna z decov, ker začelo se mi je moje zdravje tudi podirati, ne sem se dobro počutila, bolečina tu, bolečina tam, ga sem Jono niti pošteno ne mogla zdigniti iz postele in potem se je začelo vse to, ko se je deci nekaj dogajalo,
tisto, kako sem pravila, ko je Zara v avtu ostala in se je avto sprožil in šel naprej. S tem, ko sem ga pustila avto vžganega. Potem so mi deca, da sva enkrat malala stanovanje in je sami še nekdo tiste zaščite gor je vzela šrojf dala notre in med tistim, ko sem ga njo umirila, je Jona prišel pa šrojf vzel v šteker, ja. In oba je stepla elektrika. Ne je bilo par dni, je Zara tako spadnila, ko sem jo več ne mogla na nogi, enostavno mi je ta kapala, ko je tisti njeni padci, ko so bili, ga sem resno bila tako daleč, ko sem sami pravila, ga ne vem, če sem sposobna paziti na mojo deco, ker sem bila psihično gotova, ga sem samo odla od toga odvetnika do davčne, do vse, vsaki me je samo nadiral, vsaki me je samo vspucal, to na davčni so me znam, ko so me tisti varnostniki pelali, ker sem ga ščela nekaj povedati, ampak nišče me ne išel poslušati. In ga ne morem povedati, meni je to bilo, grozno mi je bilo, ga sem bila na tleh. In potem, si pa Božji otrok in šteješ Gospodi predati in nekako ne zmoreš in potem šteješ vse sam reševati. In določene stvari moraš ti, Gospod, ne da za mene šel pa tam vlago papire, ampak vseeno nisem popolnoma dala Gospodi. Vse dokler se ne prišla do toga spoznanja, če daš naprej, kako pravi naslednja vrstica. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogane, saj vaš nebeški Oče točno ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Iščite najprej Božje kraljestvo in vse to vam bo navrženo. Ga sem štela nekšno pravico to na davčnoj v tom svete, njega pravice. Božjo pravičnost. Gospod nam pravi, iščite najprej Božjo pravičnost. In potem se to, kako sem pravila prej, ne vem, zakaj se nam to dogaja. Mogoče, ker so strahovi večje, kot Bog, pa napravimo tako. Bog je večji, kot naša skrb, kot naš strah. In večkrat se v mojem življenju tudi tako, tudi kako sem prej začela temo v tom času predbožično, zdaj zadnjega 2 tedna, ne vem, tako je bilo vsega puno in ga znam pred leti bi verjetno bila cela nervozna, pa na vse bi bila čemerna, ampak z leti ti Gospod, ne vem, razodene ali ti guči in ti pravi, večkrat tako na začetku tedna pravim, Gospod, ga ne vem, če to zmorem, ga ne vem, če sem temu kos vse to napraviti, ampak potem pravi Gospod, on ne naloži na nas več, kako pa mi prenesemo. Torej, korak po korak je Gospod šlo, da in ide. In če vseeno včasih puno kuča se mi zdi norišnica, ampak Gospod pomaga. In Gospod, če damo njeme, ampak torej sam v popolnosti. On želi, da naše skrbi in naš strah poplavimo, potonemo v njem. On želi biti popolnoma za nami. Tako kako sem Zari v sobo se napisala, zadaj in spredaj polagaš name svojo roko. Vse okrog, zgoraj, spodaj, levo, desno, še Gospod biti za nami. In tako v Izaiji piše, on pravi, ne boj se, saj sem s teboj. Nikar se plaho ne oziraj, jaz sem tvoj Bog. Okrepil te bom in ti bom pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. In strah in skrb ne sta našiva, njegova. Zaupajmo Gospode in njegov mir, Božji mir, bo napolnil naša srca, naše misli, našega duha.
In še zadnja vrstica, kar vas naj opogume. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. In vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. In jaz bi zdaj rada na koncu se še enkrat vsake pri sebi premislil, ali je kakšna skrb, ali je kakšen strah. In ga bi rada resno, da vse to, če ste vseeno ne napisali na listke, da vse položimo pred Gospoda. In se v molitvi vse damo njemu. Gospod, jaz sem ti resno hvaležna za enega vsakega posameznika. Jaz vrlem, da je bil vsake iskreni pri sebi. In je položil vsako svojo skrb, vsako svoj strah, vsako svojo negotovost, bridkost v svojem življenju. In tako sem simbolično pokazala za to škatlov, Gospod, ker želim, da se to resnično zdaj zgodi, da ti vzameš vse to v svoje roke in vržeš v morje pozabljenosti, da se tega ne bomo spominjali, ampak da bo v naših srcih, v naših mislih vladal tvoj mir, Gospod. Da bodo naše misli zapolnjene z pozitivnimi mislimi, spodbudnimi mislimi, da bomo mislili na to, da si ti naš odrešenik, da si ti naš knez miru, da si ti naš kralj nad kralji, Gospod, in da ti vladaš v naših življenjih in noben strah in nobena skrb in nič, ko zaznamuje tej svet, naj ne vlada v naših življenjih, ampak samo ti, Gospod, kralj nad kralje. In tvoj mir naj napolni naša življenja, Gospod. In naše domove, kamorkoli bomo šli od toga doma, naj tvoj mir vlada med vsemi nami. Amen. Amen.